Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, prosimo, izklopite mobilne telefone in druge naprave, ki vam uničujejo zasebno življenje. Hvala. Dober dan, 24. epizoda v 3. sezoni smo še vedno Maruša in Anže. Še vedno živijo. To je nenavadna odbita dobita v bistvu, čeprav sva gosta posnela na sejmu mobilne tehnologije v Barceloni, se danes vračava nazaj, a bova rekla k naravi, koreninam. Ne vem, k naravi definitivno ne, korenine so mi malo bliže. Okay. Ampak odvisnost od zaslona na telefonu bova zdravila s telefonom. Ko sva tole rekla na sestanku v redakciji, je Anja rekla, da se klin s klinom zbija, kar v resnici v nekaterih primerih zelo velja, zato se splača poskusiti. Greva? Pejva. Kam levo ali desno? Zdaj, ker sva seveda na sejmu, ki predstavlja pač največje novitete in prihodnost, sva šla mogoče v najbolj zakoten kot ene od hal, kjer iščeva telefon. Ampak dobesedno, sva v kotu in spet sva se zgubila, ja, iščeva. Iščeva pa telefon, ki pač gre v drugo smer, ne v nasprotno smer. Zdaj vsi dajo čim več funkcionalnosti v svoje telefone, mi pa iščeva telefon, ki nas hoče rešiti predvsem tem, ki nam hoče dati čas nazaj. Detox telefon. Če najdeva še čaj, imamo vse. Peter Nebi je ustanovitelj in direktor švicarskega podjetja Punkt, ki je v 2019 predstavilo že svoj drugi nepametni telefon. Naredili so skratka prvi preprost telefon, ki je prišel na trg kot nova blagovna znamka. Poslušalci se mogoče spomnijo, da jim je potem sledila Nokia. Mislim, da so lani na CES-u predstavili rekonstrukcijo svojih starih telefonov, tisto rumeno banano, midva sva jo tudi letos videla na sejmu. Ampak ja, Punkt, podjetje z nepametnimi telefoni, kaj sploh ponujajo, kaj ta telefon je, glede na to, da se prodaja zaradi tega, da ponuja čim manj? Ja, najlažje si ga je predstavljati tako, kot so preomenila Nokio, tiste stare Nokije, s tem pridihom, da gre za mogoče oblikovno malo bolj dovršen telefon, da je vmesnik novejši. Imaš občutek, da imaš moderno napravo v roki, ki pa za nalaž počne manj. In ko rečem, da počne manj, je pač to, da se več ali manj s tem telefonom samo kliče, pošilja SMS sporočila, in mogoče vzpostavitev dostopne točke za internet. Ampak tisto, kar je bolj pomembno, jaz sem imel po nekem čudnem naključju prvo generacijo tega telefona že v roki, potem sem zdaj videl, da je naslednja generacija na voljo, in tista prva je res delovala na 2G, zdaj so šli pa na 4G, ker, kot Peter reče, 2G praktično izumira. Je pa res, da jaz bi tukaj samo rekel, ta možnost, da ustvariš pa internetno dostopno točko, to je pomemben podatek tukaj. Tukaj ne gre zdaj samo telefon, katerega daš SIM, gre v bistvu za prenosni modem, ki po nesreči lahko tudi kliče. Če si ta telefon na ta način predstavljaš, mogoče lažje razumeš, od kje prihajajo. Je pa treba še en tehničen podatek povedati. Kličeš preko spleta, se pravi, ko ti kličeš nekoga drugega, uporablja ta protokol VoIP, glas preko IP, voice over IP, ki je pa tako pri nekaterih operaterjih nekako vklopljen, nekako ne, tako da tudi zdaj kar reči, da ta telefon posod deluje, zato ker ima 4G, tudi tega se ne da povedati. To pomeni, da je telefon, ki nima direktnega dostopa do spleta, internetna dostopna točka, to pomeni, da je telefon namenjen dobremu povezovanju s kakšno drugo napravo. Peter Nebi. Exactly, yes, because it's a companion device. I mean, well, when you need, let's say, when you're traveling or... Ko potujemo, potrebujemo pametne zaslone za navigacijo, letalske karte, ker se je svet tem napravam zelo prilagodil. Ne moremo brez, a če zato uporabljamo pametni telefon, nas ta lahko preveč zamoti. Z našim telefonom pa lahko na hitro vzpostavimo internetno dostopno točko. To naredimo zelo hitro in nanj priklopimo prenosnik ali majhno tablico. Nekateri naši telefoni uporabljajo v kombinaciji z velikimi telefoni, kot so iPhone XS Max, ki je tako rekoč majhna tablica. Tako lahko prenosniku, tablici ali pametnemu telefonu internet damo le takrat, ko ga res potrebujemo.
or you needed to have it. Baterija, zdaj te druge različice, to je treba povedati, je novejše, ne bi zdržala 4 dni, kar je veliko, vsi smo navajeni na naše telefone. Seveda je pa prejšnja različica držala še dlje, imela še daljšo avtonomijo. To pa zato, ker sem prej omenil, tista je delovala na 2G signalu, ki je res manj zahteven. Ampak vmesnik daje občutek, da gre za moderno rešitev. Vidi se, da je telefon iz leta 2019, to mislim, da je tudi glavna prednost, vsaj kar se mene tiče. Vse so ga imela v rokah, deluje ok telefon. Kljub temu pa na prvi pogled ne zgleda, tako kot da bi to bil, kako bi rekli, modern artefakt. That's completely new. There's nothing, there's no technology, there's no UI, except for, let's say, language. To je popolnoma nov telefon, ničesar nismo uporabili iz prve različice. Vmesnik je bil ena od prioritet. Skušali smo namreč narediti vmesnik, ki deluje po principu minimalizma. Če ni ničesar na zaslonu, je vse v redu, se ne sekiramo. To smo želeli doseči. Zato na zaslonu ni niti indikatorja za signal ali baterijo. Mimogrede, v Avstralijo sem poklicala tudi antropologa Dana Podjeda, ker aprila izide njegova knjiga Videni. Ne ukvarja se neposredno z vprašanjem odvisnosti od telefonov, ampak naslavlja vprašanja, zakaj ves čas na spletu delimo svojo podobo. Že mene je ta telefon, pa tudi nekateri drugi podobni telefoni, predvsem kitajskih proizvajalcev, skratka, malo so me presenetili na sejmu MVC v Barceloni, ker sva pač na sejmu mobilne tehnologije, kjer se je zdelo, da sva pristala v prihodnosti, potem pa tole ne. A če bi robot uporabljal te stare telefone, bilo bolj futuristično. Še bolj čudno. Ampak tudi Dan Podjed pravi, da te tematike v letu 2019 niti ne presenečajo. V bistvu me preseneča, da se ni o tem več govorilo že prej. Enostavno smo postali preobremenjeni z napravami, z aplikacijami. Telefoni in pa druge naprave nam jemljajo vse več časa, namesto da bi nam koristile, nam bolj škodijo. In namesto, da bi bile te tehnološke rešitve naši podaljški, postajamo mi njihovi podaljški in one krojijo naša življenja. No, ampak pomembno je to, da se ljudje začeli zavedati tega problema, kako odvisni smo postali od mobilnih telefonov. Pred časom sem bral neko raziskavo, da 35% ljudi se tega problema zaveda. In enostavno šlo je čez vse meje in očitno bo treba narediti nekaj v zvezi s tem, tega se zdaj že zavedamo. Preveč gledamo v zaslone, se strinjamo vsi, ampak vseeno me zanima, kaj so bili neki osebni vzgibi za idejo o takšnem telefonu. I used to have a BlackBerry. I still actually have that same BlackBerry. So it's a quite old BlackBerry because it's very good with email and messaging. Vse se je začelo v moji družini. Imel sem BlackBerryja, ki je bil super telefon za spletno pošto. To je bil moj edini telefon, zato sem ga uporabljal tudi zunaj delovnega časa. Nenehno uhajanje misli na delo je vplivalo tudi na moje zdravje. Namesto, da bi bil osredotočen na pomembne reči, na družino in prijatelje. Takrat je pri meni živela pastorka, bili so časi, ko je bilo popularno družabno omrežje MySpace, a na telefonu še ni bilo toliko opozoril. Že takrat je bil telefon težava, ker je hotela imeti ob sebi telefon ali prenosnik. Vsak večer pri večerji jo je bilo treba prepričevati, naj naprav ne nosi k mizi. Vendar pa je bilo to težko dopovedati njej, ko sem videl sebe, saj se nikoli nisem ločil od telefona. To je najslabša stvar pametnih telefonov, ni jasne meje. Kako naj ne delamo, če je delo z nami neprestano? In tako sem kupil preprosto Nokio, ki sicer ni bila zabavna za uporabo, a sem bil lahko ob koncih tedna brez svojega BlackBerryja. Takrat sem se podal na to pot. Nisem še tako imel zamisli za telefon, a hotel sem izdelovati proizvode, ki počnejo samo določeno stvar. Osrednja vrlina pametnega telefona je namreč lagodje. Ko hočeš nekaj napisati, telefon ni tako dober kot prenosnik. Ko hočeš fotografirati, ni tako dober kot fotoaparat. Gre za lagodje. Sprejeti moramo, da v življenju potrebujemo škatlo različnih orodij, ki so narejena za točno določeno nalogo.
Telefon, ki je narejen za telefoniranje, je najboljši telefon. Ni pa tudi najboljši računalnik. Hotel sem zavarovati spalnico, v kateri bi morali samo spati, zato je bila budilka prvi proizvod podjetja. Edina stvar, ki jo ta budilka počne, je, da nas zbudi. Ta hip smo pri telefonu. Naloga podjetja je, da spet razmisli o tem, kaj je lahko telefon, pa da je drugačen od drugih igralcev na trgu. Bili smo prepričani, da je trg pripravljen na takšen telefon in očitno je. Peter sta potem tudi vprašala, če se mu zdi dobro, da sta Apple in Google za zadnjih različicah svojih operacijskih sistemov v bistvu ugradila v telefone, se pravi v iPhone in Androide, nek pregled, koliko časa pa res preživimo pred zaslonom, katere appe uporabljamo, ki naj bi namen tega je, da človeka nekako poučijo, preveč gledaš v telefon. Kaj si on misli o tem? Moja prva misel, ko sta to predstavila, je bila, kako politično korektno. Resnica pa je, da jim ne verjamem. Če si odvisnik, drog ne moreš imeti doma, če se hočeš od njih odvaditi. Če hočeš shujšati, v hladilniku ne smeš imeti hrane, ki redi. Zelo težko se je tako disciplinirati, da ne bomo takoj odprli hladilnika ali posegli po telefonu. O tej temi se veliko pogovarjam z ljudmi zaradi našega telefona. Presenečeni so, koliko časa dejansko uporabljajo svoje telefone in počasi se zavedajo, da preveč časa strmijo v zaslon. Med življenjem in tehnologijo. Vse skupaj je odličen PR za zdravo življenje, stran od zaslonov. Bi sicer rekla, da je to slabo za industrijo, ker kdo bo potem kupoval vse te tehnologije, ampak saj niso samo telefoni, obstaja ogromno tehnologije, ki te odvračajo od tehnologije. Dan podjet omenja eno aplikacijo za telefon. Pred časom sem zasledil na Kickstarterju nek podoben model telefona, ki bi bil namenjen temu, da bi ljudi čim manj motil. In na podlagi tega telefona je potem tudi nastala aplikacija za telefone, Siempo, ki nam naredi vsak tudi čisto običajen mobilni telefon, pametni telefon, bolj dolgočasen. Tako da ga manj uporabljamo, da so aplikacije na njem dolgočasne, sive, bolj puste in da težje pridemo do aplikacij, kot so Facebook, Twitter, Instagram in tistih, ki nam kradejo največ pozornosti. Pa še ta telefon, ki so ga spoznala in testirala, 400 €. Nora cena je. Ko to primerja z Nokio, ki stane, ne vem, mislim, da so okoli 40 €, lahko nekajšna še tudi manj. Absolutno preveč. Tukaj pri Punktu gre res za neko drugo poanto, ne gre res za nek dizajnerski izdelek. In vse ostalo, malo je tudi tega po domače, mislim pa ne po domače, angleško hajpa, neke vznesenosti. Si predstavljaš, da ga ustanovitelj podjetja ne bi uporabljal? Seveda ga mora. Seveda ga mora, ja. This is my phone. This is my primary phone. Da, to je moj telefon. Blackberryja imam sicer s seboj, ko potujem zaradi letalskih kart, a ga potem pustim v hotelski sobi. Ko doma v Švici potujem z vlakom, imam s seboj le telefon Punkt in prenosnik. Pametni telefon sploh ni več moja druga naprava, je že tretja. Povprečen uporabnik ima 4 ali 5 povezanih naprav in osrednja naprava je pametni telefon. Ni pa težko poskusiti in premisliti, na katero mesto bi umestili pametni telefon. Če ga imate, se ga ni treba znebiti, lahko ga recimo uporabljate kot fotoaparat ali za letalske karte, a ne postavljajte ga v sredo svojega življenja. V nekem podjetju, ki ima normalen delovnik, ni potrebe po delu zunaj delovnega časa. Od svojih zaposlenih ne morem pričakovati delovnih ur v nedeljo zvečer, vsi moramo imeti prosti čas, da smo lahko med delovnikom učinkovitejši. Ljudje imajo težave s koncentracijo, ker nimajo prostega časa. Še na počitnicah se ne odklopimo in iščemo dopamin z opozorili na telefonu, ko nam prijatelji nekaj povedo in mislimo, da se moramo odzvati. Od tega potrebujemo počitek. Če pogledate uspešne ljudi, to vedo.
tudi tisti, ki so znotraj tehnološke stroke. Še Steve Jobs je imel stroga pravila doma. Tudi Googlova ustanovitelja vemo, da ima tisti, ki ima otroke, jasna pravila, koliko časa biti na internetu. To je znano tudi za umetnike in vse, ki delajo nekaj dobrega, kakovostnega. Anže, bi bil pripravljen poskusiti se vsaj delno očistiti odvisnosti od zaslonov? Poskusiti, ja. Koliko časa bi pa zdržal te poizkuse detoksifikacije? Sicer mislim, da imamo vsi vsaj za kakšen vikend, ne. Ampak ja, sploh nam, ki v medijih delamo, to je vedno moj izgovor, je to še težje, upam, ali pač. Ja, ne vem, nič ne bom rekla, ampak tako kot Peter je tudi Dan omenil, da o vsem tem ne govori in ne piše kar na pamet, ampak... Ja, res sem tako med nama povedano na digitalni detoksifikaciji že približno 2 tedna. Poskušam to izvesti na tak način, da še vedno ostanem povezan z ljudmi po omrežjih, ampak da nisem ves čas priklopljen na nje. In sicer sem to naredil tako, da sem si najprej na telefon namestil aplikacijo, tisto, ki sem jo prej omenil, Siempo. Do Facebooka in Twitterja pridem po tej aplikaciji zelo težko. In ko pridem, ko si recimo eno od teh aplikacij odprem, se mi čez nekaj minut, recimo čez 5 minut, začne zaslon zapirati. In tako kot v tisti kabini za striptease, recimo, potem čez 15 minut ne vidim ničesar več in potem se moram izklopiti za nekaj časa in potem spet začnem lahko uživati te informacije. No, to je bil prvi korak v detoksifikaciji, potem sem si pa enostavno vse aplikacije iz telefona izbrisal, torej tiste, ki mi omogočajo dostop do omrežij in zdaj se počutim precej bolj svobodno. Prvi občutek je bil sicer rahlo strašljiv, ampak zdaj komuniciram enostavno po računalniku in lahko rečem, da takrat veliko bolje izkoristim čas. Na koncu malo za šalo, zelo zares me je vseeno zanimalo, ne? Pri Petru, kako prideš v Barcelono brez fotoaparata in pri Downu, zakaj si na detoksifikaciji, če si ravno v Avstraliji, pač ni fair do Instagram profila. Ja. Ja, zaradi je tako instagramska dežela. Pa se da vse pofotografirati, kot rečeno, še vedno objavljam futije oziroma nogije, to so tiste fotografije svojih nog, ki jih potem delimo z drugimi, ko uživamo na plaži, ker moramo seveda pokazati, da smo nekje bili, ampak jih potem zvečer objavim po omrežjih. Čez dan pa si lahko privoščim užitek in pa komunikacijo s svojo ženo. Tako je. Naš telefon nima fotoaparata, tudi zato, ker ljudje, ki kupujejo naš telefon, sicer ne morejo živeti brez fotoaparata. A tudi, če bi v našem telefonu imeli fotoaparat, ne bi bil tako dober. Drugi razlog, zakaj ga nimamo, pa je ta, da ljudi prisilimo v to, da manj fotografirajo. Samo poglejte koncerte, na katerih ljudje snemajo koncerte, namesto da bi jih gledali. Koncert traja samo 1 uro, zvok je slab, ničesar se ne vidi. To je neumno. Ne vem, zakaj to vsi delajo. Odsotnost fotoaparata rešuje tudi nekatere težave povezane z zasebnostjo. Recimo v Berlinu v nekaterih klubih telefoni zaradi kamere niso dovoljeni. Naš telefon to reši. Še bomo govorili o tej temi v prihodnosti, morda tudi v odbiti dobita, ne nazadnje sogovornik Dan Podjet ravno v tem trenutku gostuje v Avstraliji zaradi tehnologij prihodnosti. Pravzaprav sem tu na povabilo Univerze Monash, kjer sem na krajšem gostovanju pri profesorici Sarah Pink, ki je vodja laboratorija za nastajajoče tehnologije in tudi ona se ukvarja s tovrstnimi temami, torej kakšne tehnologije nastajajo, kako bodo preoblikovale naša življenja. To je namreč vse bolj pomembna antropološka tema. Zagotovo. Zato na kratko lahko dobimo ekskluziven vpogled v to, kaj sta ugotovila. Zdaj vas bom moral počasi prekiniti, zaradi tega, ker da ne bom preveč asocialen, zato ker smo na večerji
In jaz stojim tu na balkonu te profesorice, pri kateri gostujem, tako da mislim, da bo čas, da se vrnem in da se odklopim od naprav. Ja, nič, čim prej stran od telefonov, zdaj lahko, ker ste prišli do konca 24. epizode te sezone podcasta Od bita do bita, ampak jaz upam vseeno, da se naslednjič vračava k tehnologijam prihodnosti in sedanjosti. Meni so veliko bliže in se mi zdi, da se bolje znajdeva. Ali pa ne, no? Že to, da sta Apple in Google dala to v svoje telefone, se mi zdi vredno saj o tem govoriti. Sploh o tem preveč gledati v telefon, preveč gledati v zaslone. Ne. Zdaj, a je to prihodnost, ne, je pa od nas odvisno, koliko smo disciplinirani in pošteni do sebe, da si to ali priznamo in potem skušamo, bom kar rekel, ozdraviti. Še enkrat hvala vsem, ki dajete ocene v Apple Podcast, tam se lahko seveda naročite. Hvala za ocene, zadnja od Johnnyja, kar tako naprej, zanimive teme, ampak by the way, zanima ga, ali je tudi kakšna androidna podcast aplikacija, ki ima možnost dodajanja ocen, že slave mogoče? Načeloma kakšne omogočajo, kakšne zvezdice in podobno, ampak tako velikega imenika, kot je pač ta od Apple, ker ima to res zdaj že skoraj 20-letno zgodovino, odkar obstaja, v resnici ni. Ne. Mi da tudi Apple Podcast oziroma iTunes imenik podcast omenjava samo zato, ker vem, da vse ostale aplikacije v bistvu gledajo ta imenik in potem, če ti v bistvu svojo oddajo, tako kot sem midva odbita, dodaš v Apple Podcast, se pojavi posod drugje. Ne. Tako da ne gre za nek favoritizem Apple, ampak tukaj je pač to res najstarejši imenik, katerega vsi ostali gledajo, tudi Google in ostali. No. Skratka, hvala za ocene in komentarje. Povprašanja, ki spadajo tudi na Twitter. Res je. Kjer sta skupaj afna odbita? Karkoli tja napišete, mi dva oba videla. Ko si sama, si pa na Twitterju kaj? Twitteruša, Maruša. Jaz pa, ko sem Anzeto. Drugič spet prideva skupaj v tale studio. Za danes hvala za pozornost. Adijo. Čau.